Poglejte, v realni politiki je potrebno znati šteti do 46, to nas je nekako poučila že pred leti Ljudmila Novak in v našem trojčku, NSi SLS Fokus, smo se naučili šteti do 46 in smo v tem trenutku na podlagi vsebinskega sodelovanja, ki je nekako temeljilo na usklajevanju interventnega zakona, ki je namenjen najprej popravi krivic prejšnje Golobove vlade in odpravi diskriminacij, ki jih je ta Golobova vlada povzročila. In naslednji logičen političen korak tudi to, da smo našli osebo, ki je lahko preštela do 46 oziroma še čez. In Zoran Stevanović je pač dobil našo podporo, ker je lahko v tem trenutku povezal politične sile in lahko rečem, da vidimo to v naši poslanski skupini kot še en korak proti razvojni koaliciji, ki bo rezultirala, upamo, v desno-sredinski vladi. A potem mislite, da vi ne bi dobili 46 glasov, ali ste pomoč v vaši poslanski skupini ocenili, da bo gospod Stevanović boljši predsednik državnega zbora? Tako kot sem rekel, naučili smo se šteti do 46. V realni politiki je potrebno za funkcijo predsednika državnega zbora zbrati več kot 46 ali pa 46 glasov in v danem trenutku je bil gospod Stevanović tisti, ki je lahko to zbral. Kakšen če pa mislite, da so sodelovali z resnico, glede na to, da je gospod Stevanović še tukaj spet ponovil, da za gospoda Janšo ne bo sodeloval? Tukaj je preuranjeno govoriti o tem. Pravim, da smo začeli sodelovanje temeljiti na vsebinskih dogovorih, ki jih je Jernej Vrtovec, moram reči, odlično vodil, skoordiniral in so rezultirali v današnji vložitvi najprej interventnega zakona za popravo krivic in odpravo diskriminacij Golobove vlade in pa vložitvi tudi zakona o študentskem SP-ju, torej ključnih vsebinskih zadev, o katerih smo se pogovarjali že vso kampanjo, predvolilno kampanjo in ki smo jih obljubljali tudi našim volivkam in volivcem po volitvah. Mislim, da držimo svojo obljubo, na tem smo temeljili. Naše sodelovanje tudi v širšem trojčku, če želite, v trojčku NSi SLS Fokus, Demokrati, Resnica in lahko rečem, da je to naslednji korak do razvojne koalicije ali pa, če se izrazim bolj metaforično, mislim, da še malo bolj diši po pomladi. Kdaj počnete, ali pričakujete, da boste začeli koalicijska pogajanja z SDS? To je preuranjeno govoriti. Govorim, da je to lahko naslednji korak proti razvojni koaliciji. Vam bi lahko že prvi dogovor oblikovali pomladno vlado, pa bi mogla misliti, da bo treba več govoriti. Razmere so zahtevne. Prejšnja vlada je pustila veliko proračunsko luknjo. Prejšnja vlada je povzročila tudi veliko krivic in diskriminacij. Če omenim samo zakon o zdravstveni dejavnosti, ki je že zmanjšal dostopnost do zdravnika in zdravniške oskrbe. Če omenim samo zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je pravzaprav katastrofa in je povzročil ogromno diskriminacij med starejšimi upravičenci do dolgotrajne oskrbe, ki so že bili uporabniki in med tistimi, ki zdaj ne morejo priti do dolgotrajne oskrbe, predvsem na domu, ali pa pridejo v dom in plačujejo po starem zakonu veliko večje zneske. Če omenim samo to in pa stalno spreminjanje pravil igre na področju poslovnega okolja, mislim, da nas čaka veliko vsebinskega dela. O postopku bomo pa videli počakali. Kdo pa je to rekel? Boštjančič. Zanimivo je, da to reče človek, ki je na vprašanje, ali obstaja denar za božičnico, rekel, denar je ali pa ga ni. Povzročil je skupaj z Levico, torej Gibanje Svoboda. Klemen Boštjančič skupaj s stranko Levica je povzročil v zadnjih 4 letih, lahko rečemo, če gledamo marec, lani marec, letos, 2-milijardna luknja, 2-milijardni primanjkljaj v slovenskem proračunu in zdaj se je naenkrat po volitvah, ko je Gibanju Svoboda očitno propadel poskus oblikovanja neke koalicije, se je spomnil, da bi razbremenitev
podjetnikov, obrtnikov, poprava krivic starejšim v okviru zakona o dolgotrajni oskrbi, poprava krivic, ki se je zgodila bolnikom zaradi nedostopnosti zdravstva, poprava krivic kmetom, odprava diskriminacije na tem področju, da bi to povzročilo takšno luknjo. Lahko rečem, da v poslanski skupini NSi SNS Fokus tudi gledamo na to širše, dinamično. Torej, če ti razbremeniš tiste, ki ustvarjajo, vse, ki so zaposleni, obrtnike, podjetnike, kmete, zaposlene ljudi, potem tudi več trošijo, treba je gledati dinamično in gotovo luknja ne bo taka. To je dokazal že prvi korak naše dohodninske reforme, ki je začel razbremenjevati prihodke iz dela, torej plače, ki je višal neto plače in pravzaprav prilivi v proračun strani dohodnine so bili že v prvem letu višji, ne pa nižji, kot so napovedovali v takratni KUL opoziciji. V redu, hvala lepa, lep dan vsem.